10 let nazaj so se moji starši začeli tožiti sosedi glede neurejenih zemljišč. Pravdanje traja že 10 let, kar je imelo in še vedno ima velik vpliv name. Rada bi omenila, da me oče v to ni nikoli vključeval, mami pa je nezavedno znašala stres name, saj je bila situacija prehuda zanjo. 5 let nazaj mi je umrl oče in od takrat naprej so se stvari doma zelo spremenile, saj je mami hotela, da se vključim v to pravdanje z mojo prisotnostjo, s tem, da jo poslušam o njenih skrbeh, predvsem pa sem videla spremembo v tem, da se do mene začelo obnašati, kot da sem jaz starš in da je ona otrok. Bila je nemočna, jaz se pa nikakor nisem hotela vključiti, saj tudi meni situacija povzroča ogromno skrbi. Zadeva še ni končana, razmišljam, da bi se aktivno začela vključevati, saj je mami že starejša, vmes je imela hujše zdravstvene težave, poleg tega je še čustveno nestabilna, problem je, da vseeno čutim anksioznost in strah pred situacijo, saj se z mami niti umakniti ne more v tej situaciji, ker se hiša ne more prodati, dokler ne bo pač ta sporazum o tem zemljišču, se pravi, dokler ne bo urejena ta pravna zadeva. Zanima me vaše mnenje, kako bi vi odreagirali v taki situaciji, kako se spoprijeti s to situacijo in se ne tako čustveno vezati na njo, saj je 10 let stresa in skrbi z mamine strani preneseno name. Mogoče si preveč zatiskam oči in hočem ostati v obdobju, ko me je še oče miril, da bo vse v redu in da ne skrbim. Ja, všeč mi je vaše kritično racionalno razmišljanje, tudi sama rabim, če boste odgovorili, se iskreno zahvaljujem. Top, tole je full dobra tema. Taka, real je, life is... Taka slovenska. Zelo slovenska, zelo pogosta. Ja. Koliko je stara sem do... 22. Jaz točno takih zgodb poznam 2. Točno to. Ja. Punca, 2. Jaz tudi poznam eno tako zgodbo. Ampak ne pa, skoro isto. To ni punca, foto že pokojen. Ja. Isto scena. Jaz poznam za dediščino. Se pravi, gre se podobna stvar. Tukaj se pa to že zgleda sosedi. Sosedi, ok. Se pravi, oni ne morejo tega zemljišča prodati, zato ker ni to urejeno. Tako sem jaz razumel. Ja, ok, super, full dobro, da si tole. No, in kaj si hotel na to? Jaz sem tukaj hotel takole, ne. Ful je razvidno iz tega pisanja, da je to zelo, neka negativna stvar, sploh v življenju, ker samo piše o tem, koliko je zdaj to slabo. Ne? In koliko stresa to povzroča in koliko nekih skrbi in da je njej to povzroča anksioznost in tako naprej. Se pravi, kle, sploh ni tako, to je kataster in klele je meja in meni se gre, da dobim še teh, ne vem, tako ni konkretno, ne. Samo je to, koliko je to boleče, ta cela situacija. In zdaj jaz bi tako najprej rekel, če je to res toliko slabo, ne, se vprašaj, a je vredno najprej. Ne. A je vredno zdaj se še 10 let v teh sodnih postopkih s to stvarjo ukvarjati, da boš pol mogoče dobil 40 jurjev, ko boš prodal neko nepremičnino za 800. Se pravi, tudi jaz bi lahko dal ful boljši nasvet, če bi bolj razumel eksaktno, se pravi zelo natančno, kaj je situacija. Tukaj pa ona tega ni opisala, ne? Zato, ker je bolj opisala, koliko so zdaj to grozni občutki, koliko je to... koliko to slabo vpliva na njeno življenje. Ne? Tako da z tega, jaz zdaj ne razumem, ne? A gre to za tako, mi imamo zdaj 100 hektarov gozdov in jaz lahko zaradi tega imam ful boljši life, ali je to tako, 5 metrov, tam gre potok, pa so narobe 40 let nazaj nekaj odmerali, pa nimamo zdaj še 2 dreves zraven. Ne? Tako da, jaz bi prvo, kar bi dal na svet, vprašaj se, koliko je to zate pomembno. Tako, kaj to pomeni? Ekonomsko, a ti zdaj tukaj neko ful, ne, a lahko ekonomsko nekaj pridobiš, ker očitno imaš samo skrbi od tega. Lahko, ne vem, če hoče boljši odgovor, ne napiše privat, kaj je dejansko predmet. Pa kdo so sosedi? Pa to, da jih javno izpostavimo. Ne,
čisto, to je bil moj tak prvi, ki sem na hitro to prej prebral, je bil tako, lej, ti ne sploh ne poveš, zakaj se gre, sam rečeš, to je neka ta zemljiška stvar, pa je pa samo, lej, samo hočem stran od tega. In mogoče je to odgovor, da je bolj pomembno tvoje zdravje, pa kako boš ti še z mamo do konca življenja, kukar, da se zdaj še do konca življenja posodiščiš, vlačaš zaradi nečesa, kar jaz ne vem, kaj je. A ne? A lahko uskočim tle noter? Ja. Jaz mislim, da ta enačba rabi še kontra stran. Marsikdo, jaz mislim, da si celo odgovori, koliko je to zanga vredno, ker približno si izračunajo, koliko keša bodo dobili, če to zmagajo. No, sej. In vejo, to je v cca vredno 1 milijon. Okay. Jaz mislim, da večina folka ne zna računati drugega dela enačbe, kaj je realen kost. Strošek, ja. Strošek, Ja. da do tega pridejo. Ja. In jaz vidim, da ima večina ljudi tam problem. Moj friend je imel ful dober lesson, ki je bil zelo podoben temu od njegovega očeta. In ko mi je povedal storij njegovega očeta, ne samo, da je on dobil lesson, še jaz sem dobil lesson iz tega. Njegov oče, ne bom o imenih, pa verjetno me ne bi zameril, če povem pa tako general zgodbo. Ne? Njegov oče se mu je zgodila krivica v službi. Za katero je bil, mislim, je bil odpuščen in ne bi smel biti odpuščen, ker on ni bil nič kriv za to. In on je takrat imel opcijo A ali opcijo B. Opcijo A, najci no job, opcijo B, dokaž, da ti nisi bil kriv. In, kot verjetno lahko sklepata, je zbral opcijo B. In on je do svoje smrti dokazoval 10 let, 15 let, na koncu je bilo to na Evropskem sodišču, da on ni kriv. Dobil je cash, odškodnino, zgubil je pa life, zato ker je razvil raka in zadnjih 10-15 let life, mislim, ne vem, a sem jaz pa tako sklepil, mislim, da je tako bilo zelo sprejeto, da je verjetno tudi zbolel zaradi tega vsega stresa, ki ga je imel. Ne? To pomeni, zgubil je pa life. Pomagal ni, no, tako. Ja, zih pomagal ni. To pomeni, zgubil je life, pa zadnja leta life, pa ne 1-2, to je bilo res, mislim, da 10 ali 15 let so se to žarili. In ta njegov sin, moj friend, je rekel, da lesen, čez katerega je njegov oče mogel iti in je hvaležen očetu, da zdaj on ne rabi iti, je to, da včasih ene stvari pustiš. Spustiš. Ja. Ful je zanimivo, mi smo se enkrat pijani igrali to igrico, da je en dal nek case, nek scenarij, kaj ti narediš, pa je ogabno, tako bad, in potem vsak mogel, to je bila igrica, vsak mogel reči, za koliko keša bi to naredil. In je ful hecno, ker vsak na začetku, če se je špilo to igrica, je najprej bilo, jaz tega nikoli ne bi naredil. In še lepo se mi zdi, ker mogel si nekaj časa te osebi dopovedovati, da zelo veliko stvari, sam pač zvišaš ta level, pa marsikdo naredi, marsikaj za cash. Ampak, zdaj sem zmislil, ne vem, nekoga, ki mu imaš rad, pa špot to zlomiš roko. Ok, za 100 000, ne narediš tega. In pa reči, ne, jaz nikoli ne bi tega naredil. Ok, 100 milijard. Ampak ta game je bil pač super, ko si star 18 let, pa si pijan. Ampak mi smo imeli to neke seksualne, veš tako, bi spal s to učilca stare 60 let, ne, nikoli. Ok, 100 milijonov dobiš. No? Ampak iz te igrice mi je, kar se spomnim, je bilo, da tako, full folk, jaz to za noben ne bi naredil. Meni cash ni pomemben. Ampak jaz pa nobenega pol v praksi ne poznam, ki je imel case, ki so se fajtali, pa je bilo tako, to bi jaz zgubil 10 let za ta milijonček, ne, meni cash ni tako pomemben. In je odstopil od tega. To je zgodba, ki jaz nikoli nisem slišal. V tej igrici, ne, jaz ne bi spal s to vsebo, nikoli. Pa je pa tako, ok,
15 let lajfa, sikiranja, pa ne samo to, pokopal boš mogoče fotor ali pa mrd, zato ker ste se skozi sam fajta, določitve bo prišlo. Še res boš imel sranje, fulko se zdi pa za 1 mil, za pol mil, pa ponad še manj, vredno tega. Ne? Po moje se jim ne zdi vredno, samo ne pomislijo. Nimaš te pozicije, da se postaviš nazaj. Pa rečeš, to bo rekel 10 let. Ja, ali pa zdaj sem 5 let že, prvo sploh to, kako je bilo, koliko lahko še realno traja, lahko še 10 let, pa tako, valjda, da ne bom. Ampak tega koraka sploh ni. Ti si noter, si noter potopljen. To je ful dobro point. Pa je še en element, ki se mi zdi še bolj bad. Doskrat folk v takih tožbah se bolj fokusira na to, kaj noče, da druga stran dobi. Kolikor na sebe. Jaz bi tle folku področil, da je ful bolj egoističen. Pa reče, jaz nočem sebi škodovati, zato jaz odstopam. Folk pa ne. Folk pa tako, jaz hočem, da on ne dobi tega, zato bom jaz samega sebe žrtvoval naslednjih 15 let. Pa familijo, pa tako naprej. Ker moramo krivico... Tako. Moram jaz dokazati, jaz moram priti, da bo krivično. Pravično. Sorry, da bo pravično. Tako, da mi povej, kaj na tem svetu je pravično. Tako, še sodni sistem ni pravičen.